Ne vem za vas, ampak meni so japonske besede totalno všeč. Recimo konnichiwa ali pa arigato. Nas se v bistvu poznam samo ti dve. No pa sake, pa ramen. Ok, vseeno mogoče gledam preveč filmov s samuraji. Še eno vam povem. Kenšiki pomeni pa preudarnost, razsodnost, vpogled, razumevanje, nekaj v tem smislu. No, pomembno pa je zato, ker sem trenutno v Bruslju na 3. Toyotinem Kenšiki forumu, kjer nam bodo v bistvu razkrili vse svoje plane za prihodnost. In jaz vam jih bom vse zblebetal. Sem poguman, a ne? Toyota namreč že dolgo ni več samo avtomobilski proizvajalec, ampak svoje poslanstvo širi na zagotavljanje mobilnosti za vse. Sploh ne nujno z lastništvom avtomobila. Dva projekta, ki sta recimo zanimiva pri nas, sta Heroji v pižamah, v Kočevju pa so za otroke priskrbeli kombije za varen prevoz domov. Pač globalno se vedno trudijo skrbeti za mobilnost, vse skupaj pa z nujno potrebo po varovanju okolja. Na Kenšiki forumu pa vidim predvsem, kaj od njih lahko pričakujemo v prihodnje. Elektrificirana vozila bojo stvar prihodnosti. Seveda in tudi že takrat smo razvili Priusa, ki je bil paralelni in zaporedni hibrid, se pravi, da je lahko vozil samo na elektriko. In že, če gremo nazaj, smo rekli, da je to osnova, da enkrat pridemo do električnega avtomobila. Se pravi, da lahko iz hibrida naredimo plug-in hibrida ali fuel cell hibrida ali pa popolnoma električen avto, pač da vzamemo stran motor z notranjim zgorevanjem. Tudi mi se razvijamo, opazujemo in mi pri Toyoti zmer pravimo customer first, se pravi, da sledimo strankam in smo videli, da so stranke veliko hitreje pripravljene sprejeti električni pogon, da so ga pripravljene uporabljati za veliko širši namen aktivnosti in zaradi tega smo tudi mi sledili temu in predstavili prvega električnega SUV-ja. Da je Toyota prva začela s hibridi, vemo vsi. Danes si sledijo praktično vsi proizvajalci in baje je različnih tekmecev več kot 3000. Ampak me za Toyota v bistvu ne skrbi, ker to področje res obvladajo in v bistvu danes prihajajo na ceste že modeli s 5. generacijo hibridnega sistema. Vseeno pa Toyota pravi, da če želimo svet narediti lepši in čistejši, bo potrebna elektrifikacija. Torej, hibridi, priključni hibridi, baterijsko električna vozila in tudi takšna na vodik. Eno baterijsko električno vozilo predstavljajo tudi tukaj, oziroma ga prvič vidimo v živo. BZ4X, BZ kot Beyond Zero. Ta je v bistvu prvi v seriji povsem baterijsko električnih Toyotinih vozil, pridejo seveda še drugi modeli, hvalijo ga celo po terenskih vrlinah, bo pa tudi Toyota glede zanesljivosti in dolge garancije vzdržljivosti baterij postavila nova merila. No ali pa recimo kakšen štromar na vodik. Tole je Toyota Mirai, že druga generacija. Totalno huda stvar, če vprašate mene, okrog 6 kg vodika ima shranjenega in s tem lahko prevozi dobrih 600 km. Ko porabiš, pa precej enostavno spet, tankaš v parih minutah in greš naprej. Meni se zdi to fenomenalno. Saj vem, boste nekateri spet rekli, ja, ampak pridobivanje vodika pa ni čisto. In prav je, da ste skeptični. Lahko je, temu rečemo kar zeleni vodik, ker je proizveden iz naravnih virov. Še več sončnih elektrarn ali pa vetrnih, evo, pa ga imamo. Seveda, čisto simpel vse skupaj ni, ampak kjer je volja, so potem tudi rezultati, kot dokazuje Toyota. Do leta 2025 bodo Japonci trgu ponudili 60 novih ali posodobljenih električnih proizvodov s hibridi vred. To pomeni, da bo takrat v njihovi ponudbi le še manj kot 10% vozil z motorjem na notranje zgorevanje. Električni avtomobili bojo predstavljali en večji segment verjetno dekarbonizacije, vendar v določenih primerih ne bojo bili primerni, ko govorimo za komercialna vozila, ko govorimo za daljše razdalje. Zato mi še vedno razvijamo naša vodikova vozila na gorivne celice. Mobilnostno pa združujejo se številnimi partnerji, naprimer z Amazonom gradijo Woven City, urbano mesto prihodnosti, kjer bodo predstavili povezano avtonomno električno uporabo, poganjala pa jo bo njihova vodikova tehnologija. Mobilnost za vse pravijo. Predvsem pa, da gremo k viziji nič. Nič ogljičnega onesnaževanja. Zna biti super, a ja, spotoma pa še tale stroj, tudi pride kmalu k nam, Corolla Cross.
Evo jo, tale bo prav lepo zapolnila vrzel med Yarisom Cross in med RAV4, tako da bo tudi Toyota imela v C-segmentu enega finega križanca. Več o tem drugič, je pa tole model, ki ima že 5. generacijo hibridnega sistema. Tako, jaz tukaj zaključujem, zdaj pa grem na sake, oziroma, kot bi rekel samuraj, na sake.